Z nama pa z elefantje, ki so v zadnjih letih združili mlado in staro, ne samo pri nas, tudi čez mejo. In te dni navdušujejo Slovence s celovečercem, ki so ga shranili na svoj videoalbum. Strici so mi povedali, več o vsem tem tekom jutra. Z nami so Fehtarji! Dobro jutro! Živijo. Hello! Ja, samo dva, polovička, kje so ostali? Ja, se veš, začer zvezde čez dan pa šiht. Tako. Predni. Ma čakaj, še hodite v šiht ali kako? Na šiht. Ja, kokar kjer, no. Kokar kjer. Mi dva ne, Gune dva pa. Matic niste Plevel in Samo Kališnik sta z nami. Ja, budilka pa to jutra, kako sta s tem? Danes je bilo kar zgodaj, ne. So že kar ob 7 skupaj v avto sedla in štartala, ampak... On se oglaša, ker je vsak dan drugače ob 6 po koncu, za razliko od mene, ker res nisem tja, če se le da do 8. Ne. Do 8 ostala 2, pa kaj, o 5, glede na to, da hodite v službo. Ja, Pa doma en je včasih sam še svoj prej. šef, tako da po moje tudi včasih kaj kasneje lahko ostane. Domen mora pa kar malo po koncu biti, ja. Aha. Kaj fehtate drugače? Jaz bom uporabil tukaj besedo od našega Blaža, ki pravi, da je vedno vsak od nas v življenju postavljen vsaj enkrat v tako pozicijo, ko mora nekaj nafehtati. Tako da si lahko tudi sami odgovorite, drugače pa nič, fehtarji fehtamo lepe trenutke, skupne dobro muziko, pa veliko druženja z našimi poslušalci. In že takoj, ko sta prišla skozi vrata, sta nafehtala kavico. Kakšno kavo pijejo fehtarji? Z mlekom brez sladkorja, pa čim močnejšo, zato da zbrihta. Je bila dovolj močna? Je bila, si mi kar neki slab ratal že prej le. Da ga ne obrcne. Ne, imate kar kofet, koliko je treba, ja. Do 4 nekako. Jaz in Blaž ne pijeva kave, ker če ne? spijo kave, jo nastop nabije, na te dol dobili še 2 dni. Ja, do 4 Zdaj bi ga dobili dnevno. že okoli pulta, veš. Ja. Nekako ne, pravijo do 4 na dan, koliko jih spijete, če ne? Pismo jaz, po moje, ne 3 kar, no. 3, Ja. je zgornja meja. Nastanejo prav ob kavi novi projekti? Tist ponovad ne, ob pivu. O pivu, to smo hoteli slišati. Zadnje tedne ste veliko se zadrževali v kinodvoranah po celotni Sloveniji. Torej, zdaj vas ne poslušamo samo po radijskih postajah, ampak vas lahko tudi gledamo, ali kako? Drži. Fehtarji smo se odločili, ko smo se pogovarjali, kako bi promovirali naš nov album, da gremo pa delati tokrat videoalbum. Malo se nismo znali zmeniti, kjer bi bil prvi singel, kjer drug, malo so bile to neke skrite želje in smo rekli, v redu, 14 novih pesmi, 14 video spotov, naj naši poslušalci, tisti naši prijatelji od štarta lahko vidijo vse naše domiselce, ki jih imamo v glavi, in to je zdaj poletel med ljudi v nedeljo zvečer. In izdali ste album s 14, seveda, potencialnimi uspešnicami. Včasih se je izdalo po 3 komade letno. Kako to, da zdaj kar naenkrat gremo? Napad, 14, ta drugačen nastop oziroma pristop. V bistvu smo imeli še več pesmi na voljo, ampak za 14 smo se odločili. Rekli smo si, da se ne bomo omejevali z žanri. Vsi imamo radi različne žanre in tudi na tem CD-ju je moč najti pač klasične fehtarje. Potem pa od najbolj čutnih balad do party komadov in vse vmes. In smo rekli, zdaj res, če po enega izdajamo, kjer ga bi, kako se bo folk odzval. Pa smo pa rekli, kar vse naenkrat dajmo, pa še z videom opremati. In to mislim, da smo kar prvi v Sloveniji naredili. Ja, res je. V kinodvoranah smo lahko videli kaj? Nek seštevek vseh spotov v eno zgodbo, če sem prav razumel. Drži, če jih greste zdaj gledati na YouTube, imate gor vsakega posebej, v kinotu jih je bilo v bistvu po vrstnem redu so bili skupaj, ki je bilo mogoče malo kakšen prehod spremenjen, zato da je bila rdeča nit bolj tekla, pa še uvod pa zaključek sta bila. Zanimivo. Saj mogoče bomo enkrat v priliki uploadali tudi ta file, ki je bil v kinu, da si lahko ljudje pogledajo od štarta do konca. Evo, lepo. Imamo pa odlično. poslušalca, Marko sporoča tole. Stari 14 komate z prve, vsako vam čast. Boste še naprej tako dobri, se že veselim, kakšna žura to prnas, ne? Bo kakšen žuret? Prnas. To, prnas. Ne, absolutno. Zdaj se mi pripravljamo na križanke, 18. junija odbijamo križanke in v križankah damo ven datume naše turneje, kjer bomo predstavljali strice in se tudi dogovarjamo za Šempeter.
Odlično, Šempeter, vroče postaja. Sicer pa kaj je recept, da ste postali tak fenomen? Sploh med mladimi, moram povedati, imam par prijateljev, ki so bili nasprotniki harmonike, potem so pa prišli fehtarji, potem pa se je to začelo. Začeli so žurati na vaše hite. Kje je recept? Pa jaz mislim, da samo treba je biti dovolj frišen, dovolj inovativen, da si pač mal drugačen od drugih, da greš v korak s časom in se pač s tem približaš ljudem, tudi ki v originalu ne poslušajo harmonike, pa mlajši publiki, pa takim regijam, ki imajo manj narodne muzike v sebi. Ja, tako. Ja. Sicer vi se odpravljate tudi tujino, ko greste tja, naredite kažin, takole ste recimo zaigrali Luki Dončiću. Kako poteka recimo organizacija takega srečanja? Luka je vseeno med bolj varovanimi športniki. Kako lahko zaupajo, da neki norci s harmoniko niso nevarni? To je bilo takrat en kup enih naključij. Pač mi njega spremljamo itak, on je spremljal našo glasbo in takrat smo stopili v kontakt direktno z njim. In smo rekli, ko bo letos prvič 50 pik padal, mi prijemo tja zaigrati Zetorja. In dejansko se je to zgodilo na božičen večer. Wow. Pa kaj, smo se zorganizirali, usedeli na avion, šli tja. Luka nas je zelo lepo sprejel in takrat je v bistvu zaradi njega, ker je on lahko posredoval, smo se z njim lahko srečali. Tako da smo imeli veliko sreče. Zelo veliko. Zelo dobro. Evo, in kaj pravi Luka, koliko časa je torej trajalo to srečanje in video obstaja, prišel se pogledati? To je bilo takrat zelo na hitro, zaradi tega, ker Nemo se je naprej v Oklahoma mudil tekmo špilati in smo se srečali za 5 minut, malo podpisali, podružili in šli vsak svojo pot. Ja, to je himna, ali kaj bomo rekli, tale šaci. Pa se kar dvignil, fehtarji so z nami in seveda dva izmed tehle stricov, ekipe. Strici so mi povedali njihova novost oziroma tale videoalbum in kaj vas največkrat vprašajo, tako ko prijete na kak špil ali pa po družabnih omrežjih mogoče? Najpogostejše vprašanje, evo. Ja, če bomo eno pivo spili, ne? Pravilno, tako se pravi. No, zdaj bomo videli, kaj sprašujejo naši poslušalci, zato sem tole tudi se na to navezal. Torej, tole sprašuje Igor, ki je svoje vprašanje seveda poslal na 041 760 300. V videospotu sem videl Patricijo Panhršič in zanima me, če ima tudi v živo tako lepe balone, sem mislil, da se zastopimo. Mi se res sprašujemo, ali je pač mali Barabin zato zdaj toliko poslušan, ker nas poslušajo, ker njo gledajo. To je že vprašanje. Ona je v videospotu, ja. Nikoli ne veš, ja. Hlej, se veš, mi smo mogli album odpreti z slovensko Pamelo Anderson, imaš kaj, ne? Dobro, Igor, upam, da si zadovoljen z odgovorom. Pazi, naslednja je Erika. Zanima me, na katerega najbolj padajo in če še kakšna šans parkiramo. Tako, hvala. Ja, naše poslušalke so kar opasne, ne? Ja, smo zbrali to opasne. Gremo kar, ja. Ti, če gledaš srče po Googlu, ti to kdaj malo pogledaš, ponavadi našega Domna googlajo, ne? A Domna? Pevca? Ja, tako. Pa Bobnar. V bistvu imaš dva srčasta zmera močna. Domen Kovač Stan, pa Blašen Kole starost. Kaj pa vidva, kaj so pol vas poslali, če nista? Vidva so pa neko mesa, veš. Vsakmo zakonu mora biti odzad za uspešnemu moškemu, uspešna ženska. Pač vidva so sprejela to vlogo, on je zvukovni producent, jaz sem producent benda, unedva sta pa glavne dva na odru. Lepo ste se razporedili. Gremo še eno vprašanje. Tina? Mene pa zanima, kateri od vas gre zadnji žura. Kdo gre zadnji žura? Ja, jaz bi rekel, da ker tale moj kolega tlele zraven. Zakaj se pa, kje se zatakne Matic? Ja, prevoz čakam zmeram. Tako. A drugi so že šli člani, drugi so že šli, kdo me bo zdaj peljal? Vprašanku na koncu se fajn biznis sklepa, ne? Tako je, to so še stare modrosti. Povejta, a imata kak, ne vem, vidva, vsi vi, kak fan klub? Pa imamo zdaj neki na netu, na Instagramu, fan štalca, kako se reče? Fan štalca? Fehtari, kako se reče? Ne vem točno, kako ima ta profil, ampak v bistvu tistih klasičnih fan klubov itak ni več.
več, saj pa na Sloveniji. Imamo pa 2 punci, ki sta v bistvu na vseh naših nastopih in sta zdaj tudi ustanovili eno Instagram in Facebook stran, kjer objavljata razne utrinke z koncertov, novitete. Fehtarji Fenštalca, evo ti ga. Fenštalca. Fehtarji Fenštalca. So nota tudi Primorci v tej ekipi. Čakaj, da vidim, če je kakšen poznan, moram pogledati. Veš, kaj je zanimiv? Povej. Kaj je delal himno Gorenjske Primorc. Ja, to pa je res. Primorc, tudi njega smo gostili, Alen Klepčar. V glasu sem nam je še eno poslušalc, ki pa velja verjetno za vašega največjega fena. Denis je tole. Denis, menda si ime Fehtarji celo utetoviral na roko. Ja, res tako je. Ideja je prišla prav, ko sem jih prvič slišal, sem rekel, to so legende in sem rekel, lej, če delfin točka noben ne vpraša, bom tudi jaz Fehtarjev ne bom vprašal in se detoviram in to je to. Ni vas vprašal. Ne, sam prišel je. Sam prišel je Pa pokazal. in pokazal. Jaz nisem tega še videl. Dej prid pokazati v naš studio, no? Kako zgleda ta tatu. Denis je prišel v naš studio. Dobro jutro. Dobro jutro. Ja, dej da vidimo mi ta, ne? Kje ga imaš, dej ga ven. Deha ven. Ne, Tatu, evo. Poglej To to. ful na veliko, In to ej. na veliko, zanga dej. Pa se je dobro, da šlo lahko sploh v doma zdaj, ko medijska zvezda postal. Verjetno moraš kakšne autograme podpisati gor v dolini. Te je? Mama ga pripeljala. Ja, dobro jutro, pozdravljam, Dobro ker jutro. bližje mikrofonu. Denis, zdaj povej, kako se človek odloči za vedno dati na roko napis neke glasbene skupine. Kako ti je ratalo to? Ideja je prišla, ko je prišel Šaci, ne? In pole se je kot to so norci, ne? Norcem tudi sam. In se je rekel, lej, pa sem Blaža spoznal, za 30. rojstni dan mi je žena naredila presenečenje. Blaž Harmonkar, ne Blaž povemo, ja, Harmonkar, Fehtar. Tako. No in pa je počasi ideja, ki dej, oni so odpičeni, jaz tudi se rekel, dej naredimo tatuno. In tako je prišla pole ideja, samo se rekel, a jih pokličem, a jih vprašam, ki naredim. Malo je bilo tako, ni presenečenje, ne? In se je rekel, neč damo gor, se je zato, ker tudi delfinčkov, metuljčkov, da ne sprašuje, Fehtarjev, tudi ne bomo sprašvali, ne? Boš kot ime svoje drage, ki je pol bivša, ne? Ja. Sam kaj pa, če Fehtarji enkrat končajo, a bo to, ne daj, ampak bo to ostalo? Koliko kilo je slak? Ni končal. Ni končal, ostaja. Tudi oni. Ja. Kaj so pa prvi rekli, ko so zagledali ta tatu? Ja, mene je poslal to Blaž ta prvi. Blaž, vi ste bili skupaj za tvojih 30, je poslal le tega majstra. To so neko top. Ja, zdaj pobiraš kaj za reklamacijo, mislim za reklamiranje. To je karta, vstopnina. Vstopnina. Torej življenjska. križanke so pri tebi zagotovljene. Ja, sam poskenirajo ga in to je to. To je to. Misliš, da v nulo poznaš Fehtarje? Dokaj. Bi vedel vse, kar te vprašamo. Ja. A si zastopnik za tolminski konc? Tako. Seveda. Si jih tudi že pripeljal gor v vaše konce? Ne, to pa. Ja, so bili na Gora Roka. So bili na Gora Roka, tako. Bravo. To je občina Tolmin, ne? Evo, in naj povemo, Denis, ne, on ima na svoji roki na veliko napisano Fehtarji, tatu si je dal delati, za katere pravi, da jih pozna v nulo. In zdaj se bo Denis mogel soočiti s prav posebnimi vprašanji, Suska. Denis, zate sem pripravila en kviz vezan na Fehtarje. Ti boš dokazal, da si zaslužiš titulo največjega oboževalca skupine. In zdaj me zanima, če si pripravljen. Ja, recimo. Ok, dajmo. Gremo. Naštej imena vseh 4 Fehtarjev. Matic, Samo, Domen, Blaž. Ta bila lahka za ogrevanje. Zdaj pa gremo. Koliko izvajalcev nastopa na odru Fehtarjev? Aha. Se pravi, 4 so Fehtarji, Ja. zmer je zraven Alen Klepčar. Ne? Aha. Zdaj po novem tudi moj brat pravijo. Res? Zelo podobna. Aha. To pa je odvisno od pač pa so še baritonisti tele od zadu, vse ostalo, jaz mislim, da je nekje 12-13, zdaj pa je odvisno, koliko deklic oni pripeljejo sabo na nastop. Ja, ker to je cel spektakel, vizualni, ne? Enkrat so 4, enkrat Tako? 7, 8, tako da je težko. Komisija. Bo v redu? Ne more biti boljši odgovor. Bravo! Koliko vas je drugače? Vas je kaj, 13? Ja, 12-13. Ja, bravo, to je res. Gremo? Gremo. V katerih kinodvoranah po Sloveniji so Fehtarji predstavili svoj novi videoalbum? Kranj, Aha. Celje, Ja? Novo mesto, Ja? Ljubljana. Bravo! Majster. Katerega leta so Fehtarji obiskali Luko Dončića v Dallasu? 2004. 4. Kaj mogoče veš? 2024. Kaj mesec mogoče veš tudi?
Sicer je že točka, ne, je že točka, ampak bil je pa marec, ali je bil februar? Klenik je bil, ker ponovadi gremo vedno februarja, marca tja čez, kar smo hodili. Okay. Dobro, in še zadnje, pazi. Zadnje vprašanje, kdaj pridejo fehtarji v Križanke? 18. juni. Bravo! Pa ti si ekspert, enciklopedija. Če imate kako vprašanje o fehtarjih, kak AI, Denis je tukaj. Sem povedal, zastopnik za Tolminsko. Sedaj smo ugotovili, oziroma mu dali tudi posebno titulo, ne? Najoboževalj, najfen. Tako, noben mu ne seže do kolen. Niti najmanj. Temu fenu. Ja, in kaj so jim povedali ti strici? Bodo predstavili tudi v ljubljanskih Križankah. Zdaj pa dajmo povedati, kdaj se bo vse to dogajalo? Kaj lahko pričakujemo? 18. junija prihajamo fehtarji v enega najbolj šik romantičnih placov v Ljubljani, to so Križanke. Vsak, po našem mnenju, vsak resen band se mora enkrat tam pojaviti in tudi mi prihajamo z eno popolnoma drugačno predstavo, ki temelji na vizualnem pristopu, za super gosti, prijatelji, razširjeno ekipo, skratka, kmetija prihaja v Ljubljano. Torej vas ne bo samo 13 na odru. Ja, zdaj začnemo z vajem te dni, tako da ne znamo še točno reči. Aha, ok. Sicer pa na vaših nastopih slovenska zastava je dobila nek nov pomen, ne? Neko novo težo. Kako ste prišli do tega? No? Sej ni treba dosti razmišljati. Suska, si bila na njihovem nastopu, tam so slovenske zastave, tako na veliko. Kongresni trg v centru Ljubljane, verjetno tudi v Križankah. Pa mi smo enostavno ponosni, da smo Slovenci in to zelo radi pokažemo tudi na odru. Tako. Aha. No, letošnje leto bo torej bolj osredotočeno na ta projekt. Kaj od vas še lahko pričakujemo do konca leta? Ja, najprej so Križanke, po Križankah potem bo pa treba malo datume vendati za našo turnejo, da gremo potem ta album spromovirati po celi Sloveniji. Tako da v bistvu to so glavni plani za to leto, pa bomo pa že za naprej, ampak to bomo pa enkrat drugič, ko bomo pa šli na nov kofehvam. Tako, z veseljem, Šempeter pri Gorici, pa smo tudi nek slišali. Neki da bo. Mogoče, da berem jaz na prvi koncert, ne? Šempeter pri Gorici boš prišla. Ja, če bom. Tako, pravilno, v prvo vrsto te pričakujemo. Držimo za besedo. Tako. In to je bilo še zadnje dejanje današnjega jutra. Fehtarji so bili z nami, oziroma Matic in Samo. Hvala za obisk, kakšni so plani v nadaljevanju dneva. Grejo počas proti Ljubljani, še eno tako podobno zadevo ima, potem pa malo dan užit. Dan užit. Evo, tako, vse dobro, pozdravta ostala dva in se že veselimo 18. junija, ko se vidimo v ljubljanskih Križankah. Hvala lepa, čau, čau. Hvala, čau. Jutranji Makej si šel, Radio Robi.